lepotice, dobrodošli nazaj na mojem kanalu, kjer ti bom danes predstavila svojo kolekcijo torbic. Jaz torbice obožujem. Mislim, da je to najlepši modni dodatek in da vsakmu stylingu doda tisto piko na i, tako da jih imam res ful rada in praktično skoraj nikamor ne grem brez torbice. To pa v bistvu tudi zaradi praktičnega razloga, ker imam noter res svašta. Tako da, ja, evo, danes ti jo bom pokazala. Imam od črnih do belih do pisanih, tako da v bistvu te zadnji so moje najpogostejše. Kot veš, sem se nekje pol leta nazaj sadila in imam en del tudi doma. Sabo pa sem vzela seveda tiste, ki jih najpogosteje nosim in so po moje tudi najbolj zanimive za predstaviti. Drugače kaj novega? Nova frizura. Ne vem, a ste opazili ali ne, skratko pobarvala sem se, tukaj zgori sem ful bolj temna kot sem bila, pa končno sem se znebila tistega oranžnega tona, tako da love it, res mi je všeč. Se mi zdi, da blondinke imamo skozi malo to težavo s to rumeno-oranžno, tako da tole je vrhunsko. Zapis spodaj v komentar, kako se tebi zdi. A drugače pa ja, evo, nič, pojva pogledat mojo kolekcijo torbic. Bom začela s te strani, za vsako torbico posebej ti bom povedala, za kdaj jo nosim, kdaj je nekako moja izbira, pa iz kje je. Če slučajno za katero pozabo, mi pa zapišite spodaj v komentar. Evo, začele pa bomo pri tejle rumeni. To imam še posebej rada, ko nastopi poletje. Ful je taka praktična, tako da jo imaš dejansko lahko tudi za plažo. Noter dam lahko res veliko stvari, pa to ponovadi zberem, kadar sem v belem ali pa tako enobarvnem, zato ker je že torbica en tak sam poseb modni dodatek, je pa, kot rečeno, ful praktična. Dobila sem jo v CCC lani in rumena in mi je ful všeč. Potem tale nahrbtniček sem ful rada nosila 2 leti nazaj. Je iz Zare, 40 ali 50 evrov, sicer je zelo tak majhen, ampak je ful lep. Toliko ima enih detajlov. Enostavno ta vzorc, zaljubila sem se takoj, ko sem ga videla. Če bi izbirala, kaj več nosim, a torbice ali nahrbtničke, definitivno bolj torbice, sploh ti tako za čez ramo. To pa rada imam, če kam grem. Recimo tega sem imela ful veliko v Egiptu, ker je ful praktično, ker daš pač ga na rame in imaš potem proste roke. Evo, tukaj je še en nahrbtnik, ta je kot rečeno v rumeni barvi. Praktičen, luškan, tale mislim, da je... Zdaj pa nisem zihar, a je iz CCC ali Zare. Obožujem barvo, ful je praktičen, čeprav tukaj me ena stvar mot, ker naramnice, evo, recimo tako, ful je nestabilen. Ne moreš jo imeti sam takole, zato ker so pol naramnice ful dolge in ja, vedno jo moraš pol dati na obe roke. In potem, če pač kaj primam in nimam druge roke pač proste, v praksi ni najboljši, no. Tako da ta je lep, ampak ni najbolj praktičen. Potem imam tukaj en moder nahrbtnik, ta je tudi iz Zare, tega obožujem, ful je praktičen, pa ful mi je všeč ta nežna modra barva. In potem še tale črn, tega pa sploh ne vem, če sem za kam imela, ker sem ga zagledala v trgovini. Ful mi je bil lep, ampak ne vem, če je bil že kdaj v uporabi. Ok, to je bila prva vrsta, greva zdaj naprej. Potem je tukaj tale torbica. Tole torbico sem imela ravno včeraj, ko sem šla v mesto. Ful je praktična, zato ker je ful prostorna, pa ful modna. Noro mi je všeč ta scena, ker je torbica v torbici in je taka cute. Sploh tele prozorne so bile ful moderne lani in predlani, tako da sem si jo valjda mogla umisliti. Lepa, le kaj imam jaz še noter. Ok, punce moje, to je pa najboljša stvar ever, če imate težave s kožo, lasmi ali pa nohti. To gre dejansko za take tabletke. Reče se MSM, jemlješ vsak dan. In to je meni nohte tako izboljšal v 14 dnevih, brez heca. MSM-ju rečemo mineral lepote, ker je bogat z žveplom, ki pa je ful pomembna sestavina pri obnavljanju celic in tvorbi lastnega kolagena, elastina, keratina in hrustanca. Torej vse te snovi, ki so ključne za kožo, nohte, lase in sklepe. Jaz vem, da na tržišču obstaja ogromno enih in kremic in preparatov, ampak dejansko moraš včasih težave začeti reševati v tvoji notranjosti in meni je tole brez heca nohte rešil v 14 dneh in ful, ko mi čakam, da vidim tudi kožo in nohte, ker sem slišala same dobre stvari, tudi sicer, če boš v Google napisala MSM, boš videla, koliko zelo fantastična zadeva je to. Tako da sama ga sicer jemljem na planetbio.si, na voljo je in v prahu in v kapsulah, meni so kapsule malo bolj blizu, tako da najbolj sicer deluje, da ga uživa z vitaminom C,
recimo citrusi ali pa Planet Bio Camu Camujem, sadežem, ki je eden najbogatejših naravnih virov vitamina C. Jaz res verjamem, koliko vrhunski izdelek je to. Tudi sama sem ga testirala in kot rečeno v 14 dnevih opazila prve rezultate in me je tako sezul, koliko hiter ta zadeva dejansko deluje. Tako da, ker rada dobre stvari delim skupaj s tabo, zdajle iščem 5 punc, ki bi testirali tako MSM kot Camu Camu od planetbio.si. Vse, kar moraš narediti, je, da spodaj v komentar zapišeš, kakšno težavo imaš, a so to oslabljeni lasje, a so to šibki nohti, a je to, ne vem, aknasta ali problematična koža in se naročiš na moj kanal. V opisu naslednjega videa pa bom torej žrebala 5 punc, ki bo na dom prejelo tako en kot drug izdelek. Ti pa boš potem čez en mesec ocenila oziroma povedala svojo izkušnjo, kaj si opazila in v bistvu kaj se je spremenilo, kaj šlo na boljš. Pri meni, kot rečeno, najprej nohti. Jaz ga zdaj še vedno jemljem naprej in se veselim tudi potem, kaj bo pokazal čas. Tako da, če ga želiš, pa fočki se spodaj, naroči na moj kanal in prever opis naslednjega videa, ker ga boš torej možnost imela testirati prav ti. Ok, nadaljujva z dvema malo bolj divjima torbicama. Tole se mogoče še spomnite, smo nakupovali skupaj, ko sem bila v Aleji. Torbica, ki je pa najbolj taka special, nekaj posebenega, tudi v bistvu v tej velikosti, pa je tale. Dejansko še nisem imela, je pa perfekcija. Še čaka v bistvu na eno posebno priložnost. Tale je pa tudi nekaj posebenega, ena tigrasta torbica, se mi zdi, da sem jo mogla imeti v svoji kolekciji, kar je dela posebno pač itak ta vzorc sam po sebi, pa teli neon dodatki. Neon je bila lani, spet predlani, ful moderna, pa tudi letos kar opažam, da imajo še vedno v trgovinah, tako da zato ima tale predih, pa tudi v bistvu tale ročaj od te torbice je tudi tak, tako da je nekaj posebenega. Tole pa obožujem, to je moja najljubša poletna torbica. Sicer je tako, vse se česvi, če imaš karkoli pač noter, ampak ta je res modni dodatek. Ta je popolna, nisem videla še lepše poletne torbice. V bistvu sama po sebi je že taka instagramska in definitivno pritegne pozornost. Evo, noter imam pa še vedno to razkožilo za roke. To sem vam tudi zadnjič kazala, od Skinviza je bolje preventiva kot kurativa. Tale črna torbica, tukaj ima še folijo, kar razkriva, da je še nisem imela. Še čaka nekako na posebno priložnost, ker je taka lakasta in bi jo rada imela za kam za lepš. Bo prišla na vrsto definitivno. Potem pa tale bela, ta je tudi nova, tudi iz Parfois, to sem se zaljubila praktično na prvi pogled. Tale mi je recimo že ful všeč, taka cute, ne preveč velika, za vmesto na sladoled. Idealna. Tole sem že nosila in je zelo taka classy, zelo taka damska, tam je res všeč. Sicer ne gre noter ne vem koliko stvari, ampak telefon, ključe, denarnice včasih čist dovolj. Ok, greva v tretjo vrsto. Pa imam tudi tole lepotičko, ta je tudi iz Parfois, oranžne barve. To sem ful nosila, ko sem bila v Parizu. Enostavno taka jesenska je. Jaz sem bila v Parizu glih jeseni in je ful prav prišla. Pa ful je v bistvu prostorna. Tudi če je taka malo manjša, ima tle predal, tukaj, pa še neke žepke noter, tako da je izredno praktična. Pa come on, barva popolna. Pač za jeseni to najraž kombiniram s tisto svojo majčko lepotica. Potem ena od Guessa. Jaz ful obožujem drugače znamko Guess, sicer je malo dražja, tako da si na vsake toliko prvoščam tudi kakšno torbico njihovo. Tole je pač torej iz Guessa, je totalno poletna, ampak je zelo taka v bistvu udarna, tako da jo ne moram velikrat imeti, moram biti zelo enobarvno oblečena, ali črno, ali belo, ali pa pač v roza. Noter je še ful enih stvari, zanimivo, glede na to, da je že nekaj časa nisem uporabljala. Olej, evo, tole je tudi moja nova denarnica, mislim, nova denarnica, zelo malo sem jo uporabljala, ampak tudi od Guessa, obožujem jo, tukaj je prostorna, tako da je zanimivo pogledati včasih svoje stare torbice. Noter še ena make-up torbica, kuli in tako naprej. Bom se bolj tega lotila. Evo, potem tale je tudi to kljubka, ta je dejansko iz Primarka in to še, ko sem hodila v grad. Tako da, v bistvu, glede na to, koliko je bila poceni, se mi zdi, da sploh ne zgleda. Ful mi je všeč ta vintage pridih, ta roza v kombinaciji z zlato. Pa še ena totalno poletna, torbica z sadjem, a ni cute. To polet ful rada nosim. Potem imam tole belo. Tole belo sem zdaj kar mal na njo pozabila, odkar imam tisto novo iz Parfoisa. Ta je taka, pač
praktična. Lahko se jo kombinira, to uporabim takrat, kadar imam nek tak outfit, ki pač se ne da glih najbolj kombinirati s torbico, tako da takrat me bela reš ali pa črna. In potem še zadnja v tretji vrsti je pa tale lepotica. A ni lepa? Ta je nekaj posebenega, ta material, te v bistvu zlate perlice, wow. Ta je res prav lepotica, no. Ful je lepa, za kakšno zabavo je res krasna. Ok, na hitro pogledava še tole četrto vrsto, ker smo že zelo nizko in tale stativ tega ne bi ujel. Tale črna, sicer ta je bila ful v uporabi, imam jo že kakšno leto pa pol, ampak zdaj tale kamenček odpadel, tako da ne vem, a se bo malo poigrala pa sama kaj zalepla, verjetno, ker je res škoda, ker sicer je ful lepa. Pa zgleda dejansko dizajnerska pa ni, sploh niti ni bila toliko draga. V Italiji sem jo kupila mimogrede, tako da moram nekaj s tem le narediti. Tak rdeč biserček je bil. Potem tale, evo, ta je čudovita za jesen, zelo v bistvu taka jesenska barva. Ok, tale cekarček, totalno poletni, tega obožujem za čez poletje. Zelo je v bistvu tak, kako bi rekla, fotogeničen, pa tudi praktičen. Daš noter lahko kar neki stvari, tako da tega obožujem. In potem še dve totalno poletni torbici. Ne vem, a sem že omenila ali ne, skratka, jaz torbice zelo rada menjam in kombiniram glede na letni čas. Evo tale. Ful lepa, sicer ni kdo ve kako praktična, ampak je pa lepa, tako da je oproščeno. Pa tale, to imam pa zelo rada na morju, se pravi čistak morski pridih, morski vibe in potem noter spravim predvsem kakšne kune ali pa evre, pač karkoli za sladoled. In to je to, moja kolekcija torej torbic. Zapiš mi spodaj v komentar, katera ti je bila najbolj všeč, če tudi sama rada nosiš torbice in katera znamka ali pa katera barva mogoče ti je najbolj pri srcu. Jaz kot vidiš imam zelo širok izbor, tako da se zelo težko nekako osredotočam samo na eno, bolj gledam, ali je torbica lepa in nekako, če mi zaigra srce, je to to. Pa še eno vprašanje, razmišljam, da bi posnela tudi svojo kolekcijo parfumov, tako torbice kot parfume jaz zelo menjam glede na letni čas, tako da če bi vas zanimali, z veseljem pokažem nekakšne moje najljubše dišave. Ne se pozabite naročiti na moj kanal, da boš torej prva obveščena, če objavim oziroma če izglasujete moja kolekcija parfumov. Ne bi pozabiti slediti tudi na Instagramu, zelo kmalu pripravljam eno res luštno nagradno igro, vem, da vam bo všeč, tako da Evina lepotilnica, tam me najdeš. Lepo se imejte in do prihodnjič, lepotice. Čau, čau!